Drage dame, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni v petkovem jutru. Ja, Slovenci smo narod planin in gora. Zato pred začetkom vsake planinske sezone Planinska zveza vedno opozori na vsa pravila, ki veljajo seveda v planinah oziroma gorah. Kakšna so ta pravila in zakaj jih je potrebno upoštevati, nam bo zaupal današnji gost, častni predsednik Planinskega društva Krka Novo mesto in vodnik Planinske zveze za mednarodno licenco, gospod Anton. Lepo pozdravljeni. Enako, hvala. Zakaj menite, da je pohodništvo tako zelo priljubljeno med Slovenci? Ja, jaz sem prepričan, da je to narava, ki nas vedno prevzame kamorkoli gremo. Po drugi strani pa je to ena najcenejših rekreacij, ki je seveda za vse generacije. To niso pomembna leta. Namreč tretja stvar pa se mi zdi, da je pa to, da se ljudje vedno bolj zavedamo, da je hoja tisto, ki zdravi pravzaprav vse bolezni. Pa je bilo pohodništvo tako zelo priljubljeno tudi v preteklosti, kot je danes? Mislim, da je bilo 30 let malo drugače, ko smo bili v svoji jugi, takrat smo raje hodili na morje, ko se je pa to malo zaprlo, so pa ljudje spoznali, da je tudi Slovenija lepa in ker imamo malo morja, smo našli pač druge stvari, to pa so hrički, hribi in pa gore. Kaj pa v času covida? Ste opazili kakšno razliko? Tudi v času covida so ljudje veliko več hodili, ker smo bili omejeni bolj na domače terene. Se je seveda v tem času tudi ogromno ljudi se je odločilo za hojo oziroma pohodništvo. Omenila sem, da ste častni predsednik in seveda vodnik Planinske zveze za mednarodno licenco. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo v azijskem oziroma alpskem svetu in da smo pač dosegli z mednarodi doma in v tujini enake pogoje, tako da imamo priznano licenco tudi za druge države. To pomeni, da lahko kjerkoli vzamete skupino? Lahko kjerkoli do pač zahtevnosti, ker poti so na določenih segmentih zahtevne in mi imamo nivo A pa B, pa zimske razmere D. Kaj pomeni zdaj A, B, D? A, B pomeni vodenje do gozdne meje, B pomeni zahtevne ture z uporabo tam, kjer so vrvenice in pa klimi, in pa seveda D pa pomeni zimske ture. Prej sem omenila, da Planinska zveza vsako leto opozori na vsa pravila, ki veljajo v gorah. Kaj je najpomembnejše v pohodništvu? Katera oprema je najbolj nujna, ki jo moramo imeti vedno s sabo? Torej zdaj seveda pomembno je, kam mi gremo. Če se odločimo, da gremo pač, 2 ure, 3 okrog pač v gibanje, potem je to dovolj, da imamo neko komotno oblačilo, torej da nas ni pretesno, da ni preširoko in pa seveda primerno obutev. Ko pa se odločimo za enodnevno turo ali večdnevno turo, so pa stvari bistveno drugačne. Takrat pa je seveda potrebno nujno spremljati vremensko napoved, vedeti, kam gremo, kakšna je pot, ne pa kar iti, brez da bi vedel, brez glavo iti v neko turo. In seveda je pač treba vedeti, kaj rabiš sabo. Treba je tudi, če je vremenska napoved dobra, vemo, da se to hitro v hribih spremeni in je treba imeti seveda tudi vso potrebno opremo za slučaj dežja, vetra in tako naprej. Seveda je mnogo boljše, da se mi oblečemo večslojno, tanka oblačila, ker vedno lahko sebe damo. Boljše so, 2 jopici, tanki kot pa ena debela in podobno. Pa je pomembno, recimo, če pride do situacije, da imamo znanje. Recimo, prej ste omenili, da pride do vetra, nevihte, vreme se spremeni v 2 minutah. Kako zelo pomembno je, da imamo v tem primeru neko določeno znanje? Torej, jaz mislim, da je pohodnik tisti, ki hodi, planinec je pa tisti, ki ima končano planinsko šolo. V tej planinski šoli, ta planinska šola traja približno 20 ur teoretičnega in pa praktičnega znanja, oziroma znanja tudi na terenu določene veščine. In to so zelo pomembne teme. Torej, najprej gremo na zgodovino planinstva, potem so tu teme iz področja pravilne hoje, pa orientacija,
pa vreme, pa prehrana, pa planinska oprema, pa tudi na koncu prva pomoč, ker tudi to se lahko zgodi, da je treba nekomu, ki ga srečaš ali v skupini pomagati, in te osnovne znanje so tudi pomembne iz prve pomoči. Pa je povpraševanje po šoli, po planinski šoli strani Slovenk in Slovencev? Ja, moram reči, da med mladimi je še kar, ne. Torej mi vsako, zdaj že sicer nekaj let nismo imeli te planinske šole, ampak opažamo, da je to nujno. Opažamo, da je to nujno. Kaj bi rekli, kateri so najboljši pohodniški izbori v Sloveniji zadnjih let? Ja, zdaj mislim, da je zelo pomembno to, da vemo, da v zadnjem času ima skoraj vsako mesto, vsaka vas, ima en griček, ima en hribček ali celo goro v bližini, tako recimo Novo mesto, Trška gora, Gorjanci, ne vem, Dvor, Sveti Peter in tako naprej. Torej obstaja pa tudi en zelo dober vodnik, ker se mi zdi prav, da naši gledalci in poslušalci to vejo. To so vrhovi v bližini mest. Super vodnik, in tisti, ki misli hoditi na tele hribčke okrog mest, je zelo dobro, če se to nabavi, ne. Seveda, če pa gledamo širše v Sloveniji, so pa pravzaprav najbolj privlačni hribi, kot je, ne vem, Triglav, kot so hribi, ki imajo kaj posebnega, kot na primer Golica, ima narcise, ne vem, Slavnik, Potonke in tako naprej. Ali pa tudi kakšno zgodovinsko zanimivost, kot na primer, ne vem, Peca, kralja Matjaža in podobne stvari. Da ima poleg samega hriba še nekaj, kar ljudi pritegne. To so najbolj obiskane gore pri nas. Imamo pa zelo lep rastlinski svet, kot tudi živalski svet v planinah. Je tako? Res je. In je potrebno ga tudi v tej smeri čuvati, paziti? Seveda, torej jaz sploh, kadar vodim skupino, na to opozarjam, bodite tiho, poslušajte, molče, uživajte hribe, ker s tem bomo tudi lahko kakšno živalco videli, ne. Ko pa mi galamo, pa to beži, ne, pa to beži. Kaj pa najbolj znamenite rastline, recimo, ki jih lahko občudujemo na teh vrhovih? Ja. Katera je vam recimo najbolj? Ja, meni je sigurno najbolj všeč na Gorjancih tale kranjska lilija, ne, če gremo po te prave hribe, pa ko se srečamo s planinkami, ne, in planinkami. Kolikokrat ste bili na Triglavu? Samo 102-krat. Samo 102-krat. Samo 102-krat. Se spomnite svojega prvega vzpona na Triglav? Kdaj je to bilo? Ja, zelo se spomnim, šel sem s stricem, imel sem 14 let. In kako je izgledalo takrat? Ja, dobil mi je neke vojaške čevlje, ne, ko so me fajn ožulili, in pa nahrbtnik in to je to. Brez nekih zahtevnih tur. Bil sem sicer na Stolu in podobnih hribih, ampak Triglav pa bil posebno doživetje. Pa je vzpon na Triglav zahteven vzpon? Spada med zahtevne vzpone? Ja, spada med zahtevne, če bi pobrali te vrvenice in pa kline stran. Tako pa, ko je to vse varovano, pa se mi zdi, da ni to zahtevno, še posebej zdaj, ko imamo te varovalne zaščito, da se privežemo, pripenemo in tako naprej. Torej, ste častni predsednik planinskega društva Krka Novo mesto. Koliko let ste vodili planinsko društvo in kaj se je dogajalo pod vašim predsedovanjem? Leta 2009 so me prosili, če prevzamem društvo za 1 leto. Postavil sem nemogoče pogoje, ampak žal niso bili dovolj zahtevni, tako da sem postal predsednik. Torej, hotel sem, da me kompletno upravni odbor sprejme in pa vsi vodniki, da so za to, da jaz prevzamem društvo. Izkazalo se je, da je bilo to moja napaka, namreč nobenega nismo mogli v 1 letu dobiti. Sem imel pa to srečo, da je Planinska zveza Slovenije izdala nov statut oziroma zveze in smo morali naše pravilnike društva torej uskladiti z statutom. In sem jaz tam pri predsedniku napisal 3. alinejo, predsednik ima 2 mandata. In tako sem 2011 pravzaprav bil 3 mandate, enega 3 leta, 2 pa po 4 leta. Tako da jaz ne morem biti nikoli več predsednik, čeprav je bila zahteva nekaterih, da spremenimo pravila. Jaz sem sicer to nisem dovolil. Tako da zdaj še vedno smo v iskanju novega predsednika. Imamo sicer formalno predsednika, delo je pa večina na meni, ker on se bo obljubil, da mu bom pomagal, ker on nima polno časa, tako kot jaz. In kaj so glavne naloge, recimo, planinskega društva? Ja, v mojem mandatu
Jaz sem potem, ko sem dobil mandat celoten, naredil plan, kaj vse je potrebno narediti, ne, in prav vse, kar sem si zamislil, smo tudi naredili, ne. Mi smo šli v veliko investicijo v obnovo planinskega doma pri Gospodični na Gorjancih, torej obnovili smo teraso, pridobili smo najsodobnejšo čistilno napravo leta 2009, ki letno očisti okrog 500 kubičnih metrov gnojnice. Prej smo morali to vse voziti na deponijo in to je nas ogromno stalo, ne. Potem smo obnovili gostinski del, potem smo obnovili skupna ležišča, izolirali zadnjo steno, v lanskem letu pa smo obnovili celo srednjo etažo in pa dogradili prizidek, ki je bil pred letom 2009 narejen. Tako da v skupni vrednosti smo to nekako investicijo izpeljali približno $500 milijona. Tako da imamo zdaj eno najsodobnejših planinskih domov v Sloveniji. Čudovito. Ja. Kaj pa naloga Planinske zveze? Kako se dejansko razlikuje planinsko društvo od Planinske zveze? Poglejte, Planinska zveza je v samostojni Sloveniji se znebila vseh domov na ta način, da je to predala društvom in sicer 10% so lastniki Planinska zveza, 90% so lastniki društva. Oni so pač naredili to zato, da pač ne more društvo po svoje prodajati koč ali pa razprodajati in tako naprej, ne. Zdaj, razlika pravzaprav zveze je, da koordinira vseh 300 društev, ne, društvo pa pač samostojno delamo. Kdo pa potem označi oziroma opredeli zahtevnost planinskih poti, da so lažje, srednje, težje poti? Kdo za to poskrbi? Ja, to je kategorija glede na zahtevnost. Zdaj, čim so to vrvenice, pa klini, je to že zahtevno, zelo zahtevno in tako naprej. Pa se v tej smeri ukvarjate s tem v planinskem društvu ali je to... Ne, to zveza. To zveza določi. Ker ima Planinska zveza, oziroma planinci imamo okrog 10.000 kilometrov poti. Naše društvo pa okrog 250 kilometrov. Kaj to pomeni? Za dolžina poti. Aha, okej. 250 kilometrov naše društvo skrbi za to. Aha, da poskrbite, da so označene... Da je to označeno, da so prehodne in če nam narava to poškoduje, sami obnovimo in tako naprej. Iz leta v leto planinska društva in Planinska zveza beležite vedno več intervencij. To pomeni, da se na kakšno lepo soboto, nedeljo ali med tednom tudi večkrat recimo posamezniki oziroma planinci stečete iz varnega družinskega zavetja v nepredvidljivo okolje gora drugim na pomoč. Zakaj menite, da je toliko nesreč zadnjih leta? Jaz to stvar ne jemljem tako tragično, kot se to obnavlja. Ker sem že precej v letih, vem, kako je bilo nekoč, če gremo, ne vem, 30 let nazaj, je v hribe hodilo, slovenske hribe, recimo 100.000 ljudi. Danes je to milijon. In če je bilo takrat 30 nesreč, jih je danes 300. Tako da ni to, jaz mislim, da to ni tako tragično. Seveda vzroki so bolj problematični. Namreč v hribe hodijo ljudje, ki so pohodniki, ne planinci in ne poznajo trase, ne vejo, kam grejo. Jaz pogosto srečam ljudi, pa me vprašajo, grem kje, sem rekel, ne greš narobe, moraš iti v ono smer, če greš tja in tako naprej. Ne poznajo, samo grejo, ne. Tudi recimo, ko so po hotelih v dolini, pa grejo malo na sprehod, pa jim je pot všeč, pa je skoraj na komni, pa ga dobi nevihta. Pa je v sandalih, pa nima nič za obleči in tako naprej, ne. Torej, to so te stvari in v hribih vemo, da je mimogrede temperatura, ne vem, 10 stopinj ali še manj, tudi avgusta, in če si ti neprimerno oblečen, je lahko to že usodno za življenje. Torej bi se dalo kakšno takšno nesrečo preprečiti? Bi se dalo, jaz mislim tudi, če bi bilo več nadzora, kar jaz tudi pogrešam, no more vsak iti na vsak hrib, če ni opremljen. Se včasih so že za poskus bili tudi policaji, ne, pa so videli, da je ona Japanka, pa rekel, ne moreš tako naprej in tako naprej. Tega manjka veliko, ne, ljudje pa smo premalo se tega zavedamo, kako je to lahko tudi nevarno, ne. Pa v vašem planinskem društvu poskušate izobraziti, recimo, ozavestiti ljudi, da naj bodo vseeno previdni, ko gredo v gore? Mi na zahtevne hribe sploh ne vzamemo ljudi, če jih prej na to ne pripravimo. Mi, ko vodimo otroke, jih najprej celo leto vodimo okrog, potem imamo planinsko šolo, naučimo jih vsega,
šele potem, ko pogruntamo po večjih letih dela z njimi, jih vzamemo na zahtevno turo. Tudi Triglav imamo vsako leto. Ne? Samo ne vzamemo to vse. Torej je pri otroci zanimanje? Ja, to je pa ogromno zanimanje, predvsem za Triglav in podobne hribe. In kako izgleda recimo ena taka otroška tura v hribe? Kako izgleda vse skupaj? Ja, mi seveda imamo vedno pripravo na turo. Ne tako, da se z njimi dobimo, tudi če pride do uporabe tehnične opreme, gremo tukaj, imamo lukno, tamle so tudi tele vrvenice, tako da jih naučimo to. In me je prav zanimivo, lansko leto mi je bil prav užitek te mlade gledati, kako so se na hitro pripenjali, torej hitrejši od mene. Ne? Ampak verjamem, da vam je taka tura veliko bolj pri srcu, recimo. Ostane bolj v spominu. Ko vidiš, da se zavedajo nevarnosti, ni treba več tako paziti na njih, ker se sami varujejo. Ne? Gora se ni potrebno bati, jih je pa potrebno spoštovati. Ali menite, da ljudje vseeno nosijo to spoštovanje v sebi, ko se odpravijo na vrhove? Ja, mislim, vsaj planinci se zavedamo tega dobro, ne? Ker namreč gora po sebi nobena ni nevarna, če upoštevamo vsa pravila. Če imamo dovolj kondicije, če smo na to pripravljeni, če imamo sabo to, kar moramo imeti, to se pravi vso opremo, če se varjujemo, če tako delamo tudi z soudeležencem, potem to ni nevarnosti. Seveda nevarnost se pa lahko pojavi mimo grede, torej vremenske razmere ne moramo predvideti in ko mi izkušeni vodniki poznamo vsak oblak, ali naznanja lepo vreme, ali pripravlja se nevihta, ali celo dolgotrajno deževje in seveda je treba pravilno ukrepati in se odločiti. Hrib nas bo počakal, vrh nas čaka, pa drugič. Pa tudi razgledi, a ne? Tako in razgledi. Menite, da se bodo kakšna pravila v prihodnjih letih spremenila? Sedaj vemo, da tudi če pride do nesreče, do reševanja, ni to na strani osebe, ki je pač povzročila težave. Ja, jaz mislim, da bi se zakonodaja na tem področju morala spremeniti in ko se po nesreči nekdo, ki nima opreme, ki ne ravna tako, kot je potrebno, to bi moralo iti na njegove stroške. Ampak temu danes v Sloveniji še ni tako. Pa je kakšen predlog v tej smeri? Ja, jaz mislim, da se bo to moralo spremeniti, ker drugače bo to prehudo. Kakšna je pa praksa v tujini, recimo Avstrija, Nemčija, Italija? Ja, tam je podobno, kot sem jaz povedal. Če ni tako, kot more biti, potem so to hude kazni. So to hude kazni. Kaj pa vam je v spominu kot ostal kot eden najlepših vzponov obiskov gora? Katerega bi izpostavili? Vam osebno, recimo. Ja, Großglockner, recimo. Jaz sem šel na Großglockner z kolegom, ko sva imela navezo preko Kredarice, so nam rekli, zdaj je treba iti. In smo ob 3 popoldan se napokala v avto in se odpeljala do podnožja. Po noči sva prišla do koče, na vrhu stala v brezoblačnem vremenu, po noči je zapadlo še 2 centimetrov snega, tako da sva celo Evropo videla. Je še kakšen vrh, ki ga bi želeli osvojiti, pa ga še niste osvojili? Ja, moja želja je trekking Himalaja, ampak jaz upam, da bo to nekoč. Imate v planu torej? V planu, ja. Organizirano z neko skupino in tako naprej. Pravijo, da če lahko prehodiš goro, lahko narediš karkoli. Se strinjate s to trditvijo? Ja, tle bi jaz rekel ne, ker drugače bi to pomenilo, če sem jaz osvojil goraže toliko in toliko, da bi šel na olimpijado pa vrgel atletsko kladivo za svetovni rekord. Ja, mogoče pa nekoč. Ali pa tekel na 100 metrov 9,9. Torej, kakšno opremo dejansko potrebujemo pri pohodništvu? Torej, planinci ločimo pravzaprav 3 vrste planinske opreme. Prva je osnovna planinska oprema. Tu gremo spet na 3 sloje, torej osnovni sloj so nogavice, spodnjice, majica, potem je srednji sloj, to so hlače in pa 1 ali 2 jopi plus čevlji in pa seveda zunanja plast, to pa so zaščitne rokavice, recimo zaščitne hlače proti vetru, dežju in tako naprej in pa anorak. Potem je pa tudi tehnična oprema. Torej, čim pa gremo v zahtevne hribe, gremo pa na tehnično opremo. To pa sodi čelada,
samovarovalni komplet. Ta samovarovalni komplet je sestavljen iz pasu, čelade in pa varovala. Potem obvezno so tu še razne vrvi in oponke. No in potem pa še posebna oprema, torej tle pa je zelo fajn, če imamo sabo od zemljevida, kompasa, telefon sedaj, ker imamo že gor zemljevide, kompas in tako dalje, baterijo, nožek in še kaj, fotoaparat in podobne stvari. Da ne bomo rožice trgali, ampak shranimo jih v fotoaparatu. Gospod Anton, jaz se vam lepo zahvaljujem za današnji obisk. Verjamem, da sva dala malo napotkov zdaj za med prazniki, kako se vseeno obnašati v gorah, biti planinec, ne? Hvala. Hvala tudi vam. Mi pa gremo na glasbeni premor. Zbudi me za praznik, kot si me zbujala takrat, ko 1. maj je vel v zelenju regratovih trat. Bosa sva ležala, gola pozabila na mrazu. Ali se še spomniš lučk, ujetih v kiton tvojih las? Preden se vnaju je čas, saj te ne obsojam, seveda si ravnala prav. Odšla za njim, ki ti bo lahko nekaj dal. Čudovita žena v zavetju krasnega moža, ki lahko kupi čas, ki zna, ki zmore, ki ima. Brez skrbi svojega sveta, pet med gostilno dom in hladna jutra delavska. Brez velikih ciljev, brez lažnih upov in želja. Čakam jutro praznika, ki ga še vedno ljubim za oba. Zbudi me za 1. maj, zbudi me, ko
Knjiga Gora je knjiga, ki jo vzameš v roke, poljubno odpreš na poljubni strani, prebereš misel ali dve in se ob tem prijetno nasmehneš z občutkom topline pri srcu in tudi pri duši. Lepo pozdravljena gospa Petra Škarja, avtorica knjige Gora. Zdravo. Torej, odkje je ideja za takšno knjigo? Prišla je v času korone, ko smo imeli malo več časa in sem se vprašala, če lahko pišem o čemerkoli, kaj mi je najljubše, kaj imam res rada. Sem rekla, če bi o čem pisala, bi pa o gorah. Jaz obožujem hribolazanje, obožujem naše slovenske gore. No, pa nekako prišla ideja za to knjigo. In komu je namenjena? To je pa res knjiga narejena kot, čisto že oblikovana kot darilo za vse, ki radi hodimo v gore. Tako da, če imate kakšnega prijatelja, ki je hribolazec, pa rečeš, nekaj bi ti dal, da res simbolizira tebe, pa te dobro poznam, evo, potem je knjiga Gora za to. Prej sem omenila, da jo poljubno odpreš na katerikoli strani, pogledaš, prebereš misel in ti je takoj toplo pri srcu. Vaša najljubša misel iz knjige? Moja najljubša. Zato, ker so me hecali s tem pregovorom, sem ga jaz malo obrnila in gre takole. Gora ni nora, niti on, ki gre na njo. Morda le razumen je šepet, da se vedno znova vrača tja, kjer svoboda je doma. Kaj pa fotografije? Fotografije so pa, mislim, tudi tako v gorah nekaj najlepšega, ker vsakeč, ki greš, pa greš lahko na isti vrh, vsakeč je nekaj drugačne. Je to vzhod, zahod, to oblaki, ne oblaki. Mislim, to so mi pa vse lepe, vsaka ima svojo zgodbo. Recimo ena, ki je vam zelo, zelo pri srcu? Kakšna fotografija? Sončni vzhod na vrhu, male mojstrovke, šla sem po Hanzovi poti, malo je bilo zaledenelo, tako da sem razmišljala, kje je meja med neumnim in pogumnim. Ampak potem sem prišla gor, zmrzovala in so meni dolenci našli na vrhu. In so rekli, punca, ti se pa tukaj treseš, nadej spi enega takratkega, da sem se pogrela. In potem je prišel tak sončni vzhod, vse rdeče ratalo. Mislim, tako mogočen, da ga res redko kdaj najdeš, no. Kaj pa zapisi misli, ki so v knjigi? Iz kje ideje? Ja, to sem pa malo zbirala. Mogoče korak nazaj, sem res rada Slovenijo. Veliko sem prepotovala in bolj, ko sem potovala, bolj mi je ljuba ta Slovenija. In potem sem želela tudi knjigo tako sestaviti slovensko. Tako so samo slovenske gore, samo slovenski zapisi oziroma zapisi Slovencev, ki imajo radi gore. Pa to so zdaj od uspešnih podjetnikov do zaposlenih v javni upravi, od delavcev do študentov. Sem probala to raznolikost pokazati, da je gora za vsakogar. Kolikokrat v tednu, na mesec obiščete gore? Jo, je premalo, vedno je premalo. Trenutno je tako malo delovno obdobje, da je malo manj, drugače sem pa probala vsak vikend nekako iti na nek 2000-ak. Kaj pa kakšna spomin iz knjige, ki vas pa spomni, recimo, da je bil težak vzpon na goro ali pa da se je zgodilo nek tak trenutek, ki vam bo zavedno ostal v spominu? Je kakšen ta trenutek zapisan tudi v knjigi? Mislim, težak vzpon je bil enkrat zimska pot na Stenar s prijateljem in gazla sva, mislim, da 8-9 ur in prideva do enega razpotja, ko je bilo mogoče še pol ure do vrha. In to je bilo toliko mučanja, meni takrat nisem bila še vajena tukaj, da res po vse opreme, da on je dober alpinist, da me je tudi varoval. In na koncu on meni reče, po 9 urah matranja, zdaj se va bo obrnila. Jaz sem bila tako jezna nanga. In potem je celo pot nekako razlagal, kako je pomembno, da v gorah moraš tudi vedeti, kdaj je pravi trenutek, da se obrneš. Pa snemo nazaj, pa ne pol ure pod vrhom, ne? Rekel, ja, to je pomembno, nauči se to v življenju in v gorah, tako da sem imela kar predavanje celo pot. Je kakšna neizpolnjena želja po osvojenem vrhu? To ravno ne, ker nikoli nisem imela ciljev prav vrhove osvajati. Si pa zagotovo želim več časa preživeti. Ne samo slovenske gore, ampak počasi, da tudi grem tam malo Dolomite opazujem, pa avstrijske gore so čudovite. Bila sem tudi Himalaja, je to taka lepe poti za prehode. Tako da predvsem si želim, da bi si uredila življenje tako, da imam vseeno več časa za gore. Kaj to pomeni Himalaja? To je želja ali že uresničena pot? To je že bilo, sem šla okoli. Kako je izgledalo? V bistvu predvsej bolj enostavno, preveč enostavno, da ne bom pretiravala, ampak jaz sem imela v mislih Himalajo, pač gore, to so res gore. In jaz se tu pripravljam, vsi so razlagali, rabiš vodiča, to je bilo pa Circle Trail okoli Annapurne. In najvišji vrh oziroma najvišji vrh je bil 5500 metrov in razlagali so ta višinska bolezen, v glavnem, da je veliko težav.
Jaz pa pridem tja in sem šla točno tako po navodilih, ko naj bi, brez vodiča, ampak to so tam na 5500 metrov, to so široke poti, ki pri nas na Šmarno goro. Ne. Jaz sem pa pričakovala, da bo to res nekaj napornega, sabo sem imela dereze, cepin, vse, pa to je taka pohodna pot, da greš. Tako da sem bolj kot ne res uživala, občudovala te mogočne 7-8 tisočake naokoli. Na kakšni višini ste bili na Himalaji? 5500 najvišje. To je najvišje tudi do sedaj? Ja, do sedaj najvišje. Res se malo težje diha. Je to potem, je res. Nekaj vlečeš pa ni zraka, tako hecno. So bile kakšne druge težave na takšni višini ali vse ostalo? Ja, zeblo me je. Joj, to pa... Zdaj tako, Nepal nima takih koč, ko mi, ko dobiš že toplo vodo, ko lepo greš toplo poslo. Ne. To so koče iz kamnov, ko vse ti piha, ni tople vode, zebete in malo si utrujen, malo si prešvican, malo višina. Mislim, da me je cel teden tako zeblo, sem se tam tresla. Tako da to je bilo največji minus te poti. No. Ali pa mogoče kar edini minus te poti. Tako da še danes imam spomin, kako me je zeblo. Bo nastala mogoče kakšna knjiga o tej poti? Mogoče porabim izgovor, da grem še enkrat, pa bom potem napisala knjigo. Evo. Midve ste se odločili, da bova nagradili naše gledalke in gledalce in bova eno knjigo z imenom Gora tudi podarili. Torej, spremljajte našo Facebook stran, kjer bomo danes smo zaključili nagradno igro tekočega tedna, tako da se bo nagrajenka in nagrajenec izpisal na ekranu. Po oddaji pa seveda objavimo nagradno igro, kjer bo Petra podarila knjigo Gora, seveda tudi napisala osebno posvetilo. Je tako, Petra? Tako je, z veseljem. Drugače, Petra, ste uspešna slovenska pisateljica, podjetnica, popotnica po duši, ljubiteljica narave in seveda tudi zavzeta bralka. Izdali ste že več knjig, čisto vsaka je uspešnica. Kakšen je recept za take uspehe? Ni čisto vsaka uspešnica, ampak neke niso, niti ne povem. Res smo vse prodali v nadpoprečnih nakladah, ampak verjamem, da, če govorimo o knjižnem svetu, da mi uspe nadpoprečno tudi knjige spraviti med ljudi, je ravno v tem, da znam kombinirati na eni strani umetnost, na drugi strani pa tudi to podjetniško žilico. Tako čutim to podjetnost, to ustvarjanje in v umetniškem svetu je malo ljudi, ki združujejo tudi podjetnost. Jaz sem pa mogoče to znala malo tako združiti, da lahko rečem zelo iskreno, da moje knjige niso najboljše, kar se Sloveniji da dobiti. Se pa trudim tudi nekako približati ljudem na način, da znamo tudi malo prodaje, marketinga, podjetništva, združujemo različne branže, združujemo različna področja, kaj lahko ljudem ponudimo. Tako da še vedno sem v knjigah, ampak znotraj tega pokrivamo čim več aspektov. No. S katerim projektom se trenutno ukvarjate? Trenutno pa pišem eno zgodbo čudovitega podjetnika, jaz bi rekla tudi tako zdravo podjetništvo, in to je Matjaž Čadež. On je ustanovil podjetje Halkom. In to je podjetnik, ki je že takrat v času osamosvojitve imel tako napredne ideje. Nekaj, kar je danes normalnega, da skrbimo za zaposlene, da uvajamo te Montessori vrtce, da imamo sisteme solastništva, da se delavcem podari delež podjetja. To je vse on delal že takrat. No. Tak izjemen vizionar, predvsem pa res, res dober človek. In želimo prek takih zgodb pokazati, da podjetnik ni samo nekdo, kot nekateri mislijo, baraba, ki ima veliko denarja, daleč od tega, ampak so to izjemno dobri ljudje, ki ogromno dajo trgu, ogromno pomagajo in mladim želimo te zgodbe pokazati kot vzor. To je pravo podjetništvo in tega si želimo. Katero knjigo trenutno prebirate, berete? To imam pa eno, kako je že, ženske, na katere mislim po noči. To je znana knjiga. To je trenutno na moji nočni omarici. Je vaše življenjsko vodilo še vedno bodi, kar si, delaj, kar te veseli, ali se je kaj spremenilo v zadnjih letih? Ne, to še vedno je, ampak vedno bolj z leti pa ugotavljam, da je to enostavno reči, vedno težje pa to res živeti vsak trenutek. Te hitro odnese kakšno to hitrost težkega trga, vse, kar se pričakuje od nas. Tako se res iz dneva v dan trudim, da rečem, Petra, ne pozabi, kdo si, da je to ohrani, pa da je delaj, kar te veseli. Hkrati se pa zavedam, da se zraven pa veliko drugih stvari pride, ki jih preprosto moraš narediti, se moraš potruditi, da ti ostane tisti čas, da rečem, ja, iz svojega hobija lahko ustvarjam tudi svoje delo. Kateri slovenski vrh boste osvojili naslednjega? Dobro vprašanje. Odvisno od vremena. Ampak je kakšen cilj, želja?
Ne slovenski, ampak recimo montaž mi je tak res ljubi, to je že v Italiji, ampak blazno imam rada ta montaž, tako da verjetno slej ko prej, ko bo sneg se majčkeno stopil, no bom šla tja. Petra, hvala za obisk v studiu. Drage gledalke in gledalci, vi pa hitro na Facebook televizije Vaš kanal, kjer bomo objavili nagradno igro in seveda podelili knjigo Gora s podpisom Petre Škarja. Za vas smo izbrali nekaj predlogov, dogodkov in prireditev, ki jih lahko obiščete med prazniki. Športno društvo Stopiče pripravlja prvo golažijado. Vabljeni v nedeljo 30. aprila od 14. ure dalje na igrišče pri osnovni šoli Stopiče. Motoklub iz Rake organizira že 7. izobraževalno delavnico za motoriste Vozi varno in odgovorno, misli na sebe in druge, ki bo v soboto 6. maja na parkirišču napokovalnega centra Kolandija v Krškem s pričetkom ob 9. uri. Rezervni termin v primeru slabega vremena je 13. maj tudi ob 9. uri. V soboto 6. maja vas Društvo vinogradnikov Trška Gora vabi na 10. pohod po Slakovi poti, ki vsako leto poteka po stalno označeni poti. Pohod je posvečen spominu na dolenjskega virtuoza, na frajtonarci in legendi narodne zabavne glasbe Lojzetu Slaku. Vabljeni, da se pridružite. Smo pred prvomajskimi prazniki, kar pomeni, da nas čakajo tudi noč kresovanja. Vse o kresovanju, kresovih in običajih, tradiciji nam bosta zaupala naša naslednja gosta, ki jo sedaj lepo pozdravljam tukaj v studiu, gospa Tončka Jankovič, vodnica v zavarovanem območju Krajinskega parka Kolpa. Lep pozdrav. In pa gospod Boris Grabijan, direktor Krajinskega parka Kolpa. Tudi vam lep pozdrav. Torej, gospa Tončka, bi dejali, da smo Slovenke in Slovenci tradicionalni narod, ki damo nekaj na običaje? Vsaj za Belokranjce bi to kar rekla. Nekako nam je ta del prirojen ali pa smo ga ohranili dolgo časa, tako da mislim, da takšne stvari kar znamo ohranjati, pa jih tudi pokazati drugim. Tudi prvomajske praznike, kresovanja, tudi v Belokranji sledite tradiciji? Imamo prvomajska praznovanja, kurimo kresove. Zakaj in kako pa malce kasneje? Torej, prvomajski kres nosi poseben pomen. Torej, kakšen je ta pomen, gospod Boris? Ja, verjetno se je zdaj skozi čas, skozi stoletja ta pomen tudi malce spremenil, ne? Verjetno ga smo v nekem obdobju imeli bolj tako revolucionarnega duha, delavski praznik, tudi pač majhen bolj se je mešala kakšna narodno-osvobodilna borba in podobno, pa vendar najbrž skozi zgodovino temu ni bilo tako, ampak od kraja do kraja pa tudi gotovo različno, ne. Vsaj v Beli krajini je zagotovo prvomajskih kresov še vedno zelo veliko, majhen zatišje je bilo v času krize korona, epidemije, zdaj je pa to zopet nekako steklo nazaj. Se mi zdi, da na podeželju taka pogostost kurjanja kresov v Beli krajini precej večja kot v drugih delih Slovenije. Je pa to subjektiven vtis. Zdaj, da je to prav, v Adešičih sicer ne pomnijo kakšne zelo močne tradicije kurjenja prvomajskih kresov pred drugo svetovno vojno, je pa to bilo, ne? Zagotovo pa ne tako številčno. Danes se odvija nekako v dveh oblikah. Eno so večji družabni dogodki, ki privabijo večje število ljudi in je to ena taka vsesplošna veselica hkrati. Nekatere tudi z kaj kulturnega programa, vendar v manjši meri. Na drugi strani se pa izvaja tudi kresovanja tako bolj v družinskem, prijateljskem krogu. Ne, da nekateri kresovi so zelo zasebni, bi se reklo, ne samo za neko izbrano druščino. Vsi pa so, bom rekel, nekako podobno tečejo priprave, obseg je pa različen. Vendar lahko poveva, da to ni samo nek običaj druženja, ampak ima nek globlji pomen kresovanja. No, gotovo, ne. Tudi, če se spomnim mojega očeta, čeprav smo živeli na podeželju, se je pa imel za proletarca, ker je hodil v službo. In zagotovo edin dan, ko nismo resno delali na kmetiji, je bil 1. maj, ne. In zagotovo se šlo večer prej na kresovanje.
Eni smo malo dlje ostali, ne starejši pa mogoče malce manj v noč polumpali. No, ampak prav tole, to praznovanje, ne, se pravi, v zadnjih letih se bolj spremenilo v to delavsko praznovanje, drugače pa gre preprosto za to, za neko zmago dneva nad nočjo v vseh primerih kresovanja, zmage dobrega nad zlim in temu podobno. Kako torej pravilno kresujemo? Kaj bi vi rekli? Ja, pravilno kresujemo verjetno tako, kot veleva neka lokalna tradicija. Ne? Tu kakšnih splošnih pravil bi zelo težko rekel. A ne, pri nas je pač običaj, ne, da se dan ali nekaj dni pravzaprav od velikosti kresa odvisno začne kres pripravljati in se ga od prvega dne začne tudi stražiti. V vseh kresovih je bila vedno tudi navada, da so si skupine, ki so ločeno kresove postavljale, malce ponagajale. In izziv je bil nasprotni skupini to zažgati po dnevi, da nišče ne bi opazil tega ognja, ne? Ali pa vsaj kakšno noč prej, da je pogorel prej, ko bodo vsi ostali zagoreli. Tako da straža nastajajočega kresa je vedno obstajala, ne? Ker ni, je bila katastrofa. No in različno se pa seveda natančno temu posvečajo ljudje. Pri nas, dokler je bil, pa zdaj že nekaj let ni več v Črnomlju na Kozjem placu, je skupina Kreskoti postavljala gotovo največji mlaj in tudi največji kres. In podobno je bilo nekoč na Mirni gori, ker je celo največja tovarna v naši okolici Belt pomagala skupino delavcev, ki so pomagali to postaviti. Tako da to je bilo vidno ne le po vsej Beli krajini, tudi v večjem delu Hrvaške. Postavlja se pa seveda tako, da se zbira material, ki bo gorel. Včasih je dobro imeti tudi kaj starejšega materiala, ki bo lepše zagorel. No in pri nas ga že leta sestavljajo tako, da ga potem obgradijo, to gorečo maso, z bruni okrog postavijo pravo stolpnico in je včasih to glede na višino in dimenzije že tudi arhitekturni oziroma gradbeni izziv, kako dobro in natančno in impozantno je to zgrajeno. Pa je pomen kresovanja isti, kot je bil nekoč v preteklosti, ali se je to skozi leta zdaj malo kar izgubilo? Vsaj, kar je v tem okolju, je to zagotovo samo družabni dogodek. Ne? Mogoče kje na Rožniku v Ljubljani je še tistega organizatorskega priduha, za nobeno kresovanje v Beli krajini pa ne bi mogel reči, da ima kakšno veliko sporočilno vrednost, pač pa gre za druženje, kar je pa tudi tako zelo pomembno, ne? Ker je tega malo. Tam se ne družimo s telefoni v rokah, ampak res fizično. Ne? Običajno gre tudi kakšna pogostitev in je to lahko prav prijetno. Če je vreme. Veliko kresovanj nam pa razkoplje tudi slabo vreme. Ampak ogenj vseeno lahko gori, a ne? Ogenj načeloma gori v vsakem vremenu, redko kdaj se zgodi, da bi to pogasnilo, da to ne bi bilo tako kvalitetno narejeno. Kvečjemu, če nastopijo težave zaradi kakšnega hudega vetra, da je potrebno posredovanje, da ne bi bilo kakšne nesreče posredne. Zakaj je torej tako pomembno, a ne, da poznamo stare šege in običaje v Sloveniji? Gospa Bončka. Na tak način nekako tudi gremo nazaj, odkot smo prišli, kako so naši predniki živeli in praznovanja so nekako tudi vraževerja, če lahko tako rečem. Kar se mene tiče, ne, kresovanje, jaz ga bolj poznam kot kres, kresovanje. Za mene je pravo kresovanje kresna noč. Kresna noč pa je v Beli krajini eno res veliko praznovanje, ki ga vodijo kresnice. In ta kresna noč je na 23. junija. Torej, ko kresnice to Bog daj dober večer, daj Bog, Marija daj dobro leto, voščimo naokrog in takrat želimo dobro letino, takrat prinesemo nek mir v hiše
In vsi tisti, ki v to verjamejo, tudi nekako darila dajo. Tako da, kar se mene tiče, bi to kresovanje prvomajsko bilo, tako kot je Boris že rekel, eno lepo druženje, priprava na kres poteka že cel teden, vsaj v Adlešičih mladinci oziroma športno društvo, gasilci, vsi skupaj družno, skupaj na kup dajajo les, da bo praznovanje lepše, ampak kres je za nas takrat, ko kresnice gredo naokrog od hiše do hiše in ko jih pred hišo pričaka še kolo iz ivanih rož, takrat vemo, da pri tisti hiši nas pričakujejo in da tudi to mistiko praznovanja verjamejo in nekako sprejemajo. Prihajata iz torej Krajinskega parka Kolpa, torej tudi v tej vasi vsi nekako živijo za to zgodovino, se držite tradicije, običajev in tako naprej. Je tako? No, veliko na to dajemo, ne? Zdaj pa ne smemo si pa delati nekih pretiranih utvarov, neki idili, da živimo v nekem drugem svetu, ker je vse optimalno, ker smo zelo skrbni do naše kulture, do vsega, kar se nekoč zgodilo. Temu vendarle ni tako, ampak zagotovo v našem koncu malce več se tem stvarem posvečamo. Uspelo nam je ne navsezadnje kakšno stoletje zadržati to propadanje, to izginjanje, ki se je zgodilo drugod, in zdaj nekako smo se pa mogoče res v večjem številu zavedli, da je to pomembno ohranjati. Tako da temu ljudje posvečajo več pozornosti, seveda si vsi skupaj prizadevamo, vključno z osebjem naše podružnične šole, da se vzgaja tudi otroke že in mladino potem v tem duhu, da potem lahko nekako gradimo na tej tradiciji. Nekateri od nas namreč v otroštvu nismo bili več deležni tega. Je bilo to obdobje, ko to ni bilo lepo, ko to ni bilo fejst, ko bilo to nekaj, kar je treba pozabiti, in smo se tega lotili pozneje. Je pa tudi sicer res, da ljudje mogoče z leti, ko postajamo sivolasi, se malce bolj želimo zavedati svojih korenin in nekaj več dajemo na to tradicijo, in to je tudi prav. Adlešiči so pa to ohranjali nekako, tudi kakšna druga vas zagotovo, ampak Adlešiči mogoče malce bolj. Recimo že naš župnik Ivan Felix Šašelj, ki je živel v Adlešičih dobrih 38 let, je leta 1909 v Bisernicah Belokranjskega narodnega zaklada zapisal, da se najbolj ohranja tudi bela noša v Adlešičih, bolj kot kje drugje. To je bil sicer predvsem znak revščine, in posledično tudi vse ostalo. Ko je Tončka prej omenjala kresnice, ki hodijo in na kresni večer pojejo naokrog, koledujejo pravzaprav, želijo dobro letino, srečo, zdravja, ljubezen in podobno, in jih tisti, ki jim to zaželijo, tudi obdarijo. In Šašelj piše, da je prav to leto, ko je on pripravljal izdajo svoje druge knjige, ga obiskalo kar 7 skupin teh kresnic. In ene so pripešačile iz 8 kilometrov oddaljenih Žuničev, kar ni bil hec. Ampak najbrž so župnika radi obiskali, ker je bil vendarle župnik, pa župnik je imel tudi denar. Drugje so dobile kupico vina, pa kaj za pojest, pa mogoče jajce za popoti. Tam je bila pa tudi gotovina, kar je bilo zelo pomembno v tistih časih. Zelo poseben je tudi ta Krajinski park, Kaj vse si lahko ogledamo znotraj parka? Ogromno, seveda narava je izjemno bogata, 4400 hektarjev, veliko območje, sega od Prelesja ob reki Kolpi pa dol do Dragošev, več kot 50 kilometrov levega brega reke Kolpeje. In to je raznolikost, je zelo velika, pestra, dobra ohranjenost. In narava je predvsem delo, ki je nam nekako naloženo strani našega ustanovitelja, Vlade Republike Slovenije. Ampak ob tem, ko skrbimo za biotsko pestrost in pa za ohranjanje vrst in pa habitatov, pa nekako ne moremo zaobiti tega velikega bogatstva kulturne dedišče, in tudi to
v neki meri poskušamo negovati po najboljši meri. Eno je, da upravljamo Šokčev dvor kot kulturni spomenik, v katerem se zelo veliko dogaja, in to je predvsem Tončkina naloga, da tam dela, potem skozi razne delavnice in pa seveda spodbujanja raznih lokalnih iniciativ, najrazličnejših skupin, ki se s tem želijo ukvarjati in dobijo ob tem seveda našo podporo. Pretekli vikend je bilo tudi Jurjevanje, je tako? Kaj se je vse dogajalo? Ja, Jurjevanje pa je res en tak velik spomladanski dogodek, ko se narava prebuja. Seboj sva z Borisom prinesla tudi nekaj zelenja, kajti Jurij, zeleni Jurij, ki prinaša pomlad, po našem verovanju, je že svojo nalogo opravil. Verjetno poznate Jurijevsko pesem in ste jo slišali, tako da ja, prošel je prošel pisani vuzem. Došel je došel zeleni Jure. Donesel je donesel peden dugo travico. No, tale je že kar visoka. Morda kdo ne razume točno besedila. Laket dugo mladico. Dajte mu, dajte, Jurja darovajte. Dajte mu pogače, da mu noga poskače. Dajte mu vina, da mu ne bo zima. Dajte mu jajec, da ga ne bo zajec. Dajte mu masti, da bo vreden časti. Dajte mu groš, da vam dojde još. Ampak zdaj sem zelo skrajšala. Ta pesem ima precej napeva in zelo radi ga ponavljamo. Ampak, veste, ko pa jurjaši, to so tisti, ki so zelenega Jurija oblekli, odeli v to zelenje. Letos, hvala Bogu, je to že kar pravi čas. Lansko leto smo imeli kar težave. Ko vodijo Jurija od hiše do hiše, je treba zapeti to jurjevsko pesem, tako priklicati pomlad in seveda, ko ti odprejo, ko ti dajo dar, torej ko Jure to dajo dar, največkrat je bilo to kakšno jajce, zdaj pa že dinar, že dobro pride, dajte mu groš, da vam dojde još, pa se ta laket duga mladica zatakne, bodi si za streho, če je nizka, ali pa za podboj vrat, in to bo zagotovo vsaj do drugega leta odgnalo vse zle duhove z vašega dvorišča, domačije, pa še od kje. In Lahko, dejansko potem odžene vse slabo. Seveda, Felix Šašelj tudi piše o tem, da se takšno vejico, kitico, kot se reče pri nas, uporabi v najbolj nujnih časih. Recimo, če se pojavijo gosenice na zelju, gosenke so rekli, in Šašelj piše samo malo, postrašiš s to šibo in gosenke odmah projdejo. In gredo. Še en rekvizit ste prinesli sabo, gospa Tončka. Kaj je to? Ja, to pa je piščal dvojnica, kot sem že prej omenila, kresnice. V Adlešičih hodimo na kresni večer 23. junija od hiše do hiše, pojemo kresno pesem, se seveda opravimo. Včasih je seveda veljalo, da so kresnice obšle kar velik del svojega območja, ne le v Adlešičih, Gorenci, Dolenci, tudi na Bajance so rade šle, tam so sploh dobile kakšen boljši dar. In bistvo kresne pesmi, ki je dolga, je, da se poje s pretekanjem. Pomeni, da kresnice 2-3 pojejo prvo kitico, medtem ko druga skupina že v sredini oziroma na drugi tretjini prve kitice poje naslednjo in se tako preteka, torej da se ta pesem ne prekine, tako tudi prinaša srečo in blagoslov v hišo. In če bi se slučajno zgodilo, da bi kresnicam pošel glas ali kakorkoli, pa je fino, da je zraven še piskač, ki na to dvojnico torej piska in tako sporoča oziroma naredi, da ne bi se res ta pesem prekinila, da je vedno ali melodija ali pa besedilo pesmi in seveda tako še podvoji moč te pesmi. Daj Bog, Marija, daj dobro leto. Menite, da torej imajo običaji, tradicija prihodnost v Sloveniji? Če morda bi kdo na to pozabil, še dobro, da je veliko tega zapisanega, še fino, da se to posname, da je v kakšnih arhivih. Glasbeno-narodopisni inštitut Slovenije ima tega veliko pri sebi, kot tudi SAZU in
lepo je, da ste nas povabili v vaš studio, tako da mislim, da vsaj nekaj tega bo se ohranilo. In če že ne kresujemo in hodimo k vsaki hiši, ker vsak pa tudi ne želi, da se pri njih ustavimo, pa vsaj tam, kjer se to z veseljem v polni meri zapojemo in lepo je, da dobimo dar in takrat tudi v pravi meri to voščilo velja in se obnese. Gospod Boris, še vaša sklepna misel? No, zdaj, koledovanje imamo v Beli krajini več, mogoče je najbolj znano pač Jurijevsko in tole na Kresni večer, tudi druga so in so zelo pomembna. Kar se pa tiče samega prižiganja kresa, pa je bilo prav tako pomembno, potem, ko so kresnice obšle vse domove, so se zbrale in zakurile kres in ga dekleta preskakovale in tisti, ki je to dobro ratalo, se je zagotovo tudi dobro poročila še tisto leto. Za pastirje pa je bil najpomembnejši kres na večer pred 1. novembrom, pred vsemi svetimi, no in je bila prav tukaj izražena tista velika tekmovalnost, kdo bo imel večji kres, bolj viden in seveda, a ga komu uspe zažgati drugi skupini že prej. So bile pa tukaj skupine tudi znotraj vasi zelo ločene, tako kot so skupaj gnali na pašo v različne konce, tako so tudi vsak svoje kresove postavljali. No, jaz sem prepričan, zaenkrat nam zelo dobro kaže in vse te tradicije ne bomo pozabili, nasprotno zelo dobro se ohranja in vse bogatejša je. Hvala vama. Seveda bomo zaključili z tradicionalno, z plesom in glasbo in sicer kulturnega društva Božo Račič Adlešiči, tako da vama pa hvala za sodelovanje, drage gledalke in gledalci, vam pa seveda lepe praznične dni.